Zelo slabo. Nima sploh gdje parkirati, tu tam gdje so cone, ne. Taka, mogoče tu, ko si plača, ampak da si v tistom koncu je težko, ne. Kaj najboljše poleti, da imaš biciklen ali pa da dež ne ide. Slabo. Drage so parkirišča tuji, ne, tako da je že kar strošek. To se bo pa verjetno tudi v Murski Soboti enkrat moglo urediti. Je pa po mojem interes nekoga, ki bi kako parkirišče naredil, da bi lahko fajn kasiral, ampak je pa bolj vprašanje, kaj bojo spet ljudje naredili, ali bojo pripravljeni plačati tisto, ali bojo na koncu parkirali nekaj na njivi izven Sobote. Drago je, ne, ampak lejko bi bilo brez toga. Jaz nimam avta, ne, za mene je vseeno. Parkirišče je dovolj, ja, mislim, da je dovolj. Zdaj celo, ko se to mora plačevati, ni problem s parkiranjem. Primanjkujejo pa tak ali tak, ne, to verjetno bo tak skozi. Ne vem, mogoče garažna hiša bi edino rešila zadevo, drugo pa ne vem. Ali pa kako zaprtje ulice, ko bi dodatno parkirišče na eni špuri naredili, recimo, ne. Kaj pa menite o zaprtju Slovenske ulice? Zdaj se veliko govori o tem. Ne vem, po moje bi ulico ubilo še do konca. Mogoče kakšna varianta z enosmernim prometom. Ja, ker ne vem, že tako premalo hodi ljudi po Slovenski ulici, če pa jo zaperemo, pa ne vem, kdo bo sploh prišel tja, glede na to, kako smo vsi komfort, pa bi do vrat bi trebalo priti z avtom, ne. Za življenje v mestu bi mogoče bilo dobro, če bi bilo več pešcev, ne. S tem, da bi pač morala biti neka vsebina potem v tem delu mesta. To smo se že večkrat pogovarjali, ko bi to tam dobro bilo zapreti. To tisto tako. Bi se malo sprehajali, pa to, pa biciklom se voziti, pa